še tole. Se bomo čisto hitro. Torej, po 25 letih, ki vidite Slovenijo, smo dosegli tisto, kar smo se takrat zastavili, so resnični cilji. No, malo vas moram razočarati, jaz sem optimističen. Niso vsi cilji uresničeni, ampak tisto, kar smo govorili o Novi Švici, drugi Švici, se mi zdi, da je lahko za vogalom. Konec koncev imamo boljšo lego, lepšo deželo, pridne ljudi, tako da jaz mislim, da Švica ni nedosegljiv cilj. Kaj pa razklana politika? Ne, da je politika, recimo, ne glih razklana, to je močni izraz, ne, ampak da je skozi v nekih sporih, to je pa sijajno. Z stališča nas državljanov je odlično, da se politiki malo kregajo med sabo. Katere izzive bi kljub tej razklanosti lahko? Predlagatelj nove evropske ustave, kako komentirate v bistvu današnji Brexit? Pravzaprav glede na koncept, model nove evropske ustave oziroma ustave Evropske unije, se mi zdi, da je približno vseeno, kaj se je zgodilo z Anglijo, Veliko Britanijo. Mogoče je ta koncept še bolje uresničljiv, glede na to, da temelji na jasni predstavi o skupnem evropskem prostoru svobode, varnosti in solidarnosti, z zelo dobro varovanimi, pravno urejenimi zunanjimi mejami, in vse to se mi zdi, da bi bilo bolje in lažje uresničljivo brez Velike Britanije in njenih posebnih položajev. Položaj Slovenije v Evropski uniji v prihodnosti, če bo šla Evropa po dveh hitrostih? Ne verjamem, da bo šla po dveh hitrostih. Edino, kar se mi zdi, da je smiselno, je to, da se bo utrdila šengenska zunanja meja. In kje se bo ta utrdila, ali bo tudi Hrvaška obsegla ali ne, ali kje bo segla na vzhod, to je še nejasno, ampak ko bo postalo jasno, potem bo to Evropa ene hitrosti, glede na položaj Evropske unije v globalnih geopolitičnih razmerah. Znotraj urejenih zunanjih meja Evropske unije si pa vsi želimo čim več svobode, različnosti, jug, sever, vzhod, zahod, imajo različne kulture, poglede, tako da tu ni nič posebnega. Hvala. Hvala lepa. Torej, gospod Peterle, 25 let potem, kaj lahko rečete danes razklana Slovenija in kakšni so izzivi za naprej? Če bi se držali osamosvojitvene linije, bi razvojni zagon ne trajal samo 12 let. Osamosvojitev je dala ta zagon, je prispevala tudi gospodarsko rast, umestitev Slovenije na politični zemljevid sveta. Ko so potem posamezni ožji interesi postali močnejši od skupnega dobrega, smo začeli lesti v krizo, ki še traja. Jutri vas ne bo na proslavi, to smo nekako kako komentirate to? Torej, jaz sem do včeraj javno najavljal v skladu z dogovorom o tej proslavi, da bom tam nastopil. Ker je danes prišlo do sprememb v organizacijskem odboru, tako razumem jutranje maile, in do odločitve, da govorita samo dva, in med temi nisem jaz, menim, da nima smisla, da silim na to proslavo, na kateri očitno nisem zaželen. Označili so vas kot neprimernega govorca. Kako si predstavljate? Je to normalno za politiko? Glejte, v politiki lahko doživiš marsikaj, ne? Je pa težko, če doživiš to teh, ki so veljali doslej za moje prijatelje. Kako pa sicer, gospod Peterle, komentirate, da prav zdaj v 25. obletnici stopamo znova krepko razklani? Tokrat ne zaradi dogodkov po drugi svetovni vojni, ampak je zdaj v ospredje tega spora stopila osamosvajanje. No, meni je žal, da je do tega prišlo. Jaz sem tudi za to, da se stvari, ki jih je treba razčistijo, ne, ampak 24. in oziroma ta teden bi rad pa praznoval in se ne bi rad ukvarjal z drugimi zadevami. Vprašajte gospoda Hojsa.
vam bom nekaj, kar mogoče je malo drugače, kot večina govori. Glejte, v demokraciji ni glavni problem enotnost. Bistvo demokracije je, da smo neenotni, različni koncepti, različne ideje. In mi smo dokončno prišli do tega, da lahko koeksistirajo različne ideje, različni koncepti. Ko sem bil jaz mlad, smo bili zelo enotni, pa vam zagotavljam, da to ni bilo dobro. Ampak gre za to, da se pa med seboj spoštujemo, da kljub temu, da smo neenotni, da znamo skupaj se lotiti problemov, da drugega spoštujemo kot človeka, cenimo in da se zavedamo, da smo na skupnem čolnu, na čolnu te naše edine države. To je važno. Potem pa se bomo v kakšnem projektu dogovorili tako, v kakšnem drugače. Pri nas pa ne da ni enotnosti, kar ni nič groznega, ampak sovražimo se med sabo. Jaz nobenega ne sovražim, vse imam rad. Sovražijo se pri nas ljudje in smo, kako bi rekel, nesposobni lotevati se tistih problemov, ki prinašajo družbo, ki ima vse pogoje za to, da bi bilo uspešno. Krasno bi lahko Slovenci, ne znamo nič zmeniti. Vidite v luči aktualnega dogajanja seveda Slovenija v Evropi ali kje drugje? Slovenija je ena od držav, ki je danes približno na tistem mestu, ki nekako gre. Mi smo na začetku osamosvojitve leteli zelo visoko, pravzaprav smo bili pomembnejši, kot so pa naše možnosti materialne nakazovale. Danes smo postali približno to, kar smo, če bi bili pa nekoliko bolj, kaj naj rečem, demokratični, sposobni se o čem dogovoriti, zavedati se problemov in se z njimi ukvarjati, bi pa lahko stali še više. Ampak ne stojimo nizko. Hvala. Ne smemo imeti nobenega občutka majhnosti ali občutka prešibke ustvarjalnosti. Mi smo ustvarjalna nacija, znamo kaj narediti in dobro je, da se tudi pokažemo. Kako še mogoče komentirate izid referenduma v Veliki Britaniji? Vete, volja ljudstva je vedno najpomembnejša v vsaki demokraciji. Evropska unija pa bo morala nekako na novo definirati samo sebe. Mi potrebujemo novo definicijo Evropske unije, definicijo, ki bo spoštovala demokratičnost in temeljne vrednote unije na način, ki bo seveda tudi učinkovit. Treba je priznati, takšne unije trenutno nimamo in tu bo potrebno precej dela, da jo bomo naredili. Koliko pa nas, gospod Jurk, na poti do ciljev, ki ste jih omenili, zaustavlja politika, razcepljenost, deljenost? Prav gotovo v naši politiki je precej razcepljenost, rekel bi tudi precej otročjega ravnanja. Gledajte, 25-letnica je čas, je trenutek, v katerem je treba resnično pokazati, da smo en narod, ena skupnost, ena država. In zdaj ni čas za otročarije. Prosim. Jaz sem si predstavljal, da bo šla Slovenija v skladu z osamosvojitvenimi cilji po poti, kot je začela. Začela je z gospodarsko rastjo, začela je s skupnimi inovalci, skupno voljo, ne samo na poti v Evropsko zvezo. To je trajalo več kot 12 let, potem pa so prišle na oblast sile, ki so zapeljale zadeve drugam. Torej, mi smo dali solidne temelje, da bi bilo še boljše in kot je rekel Ivan Oman, lahko bi bili bolj Švici podobni, če bi delali tako kot Švicarji. Ampak Švicarji imajo skupne cilje, skupne interese zelo visoko zapisane in stremijo k temu, da jih tudi uresničijo. Ampak jaz lahko trdim, da imam za seboj izkušnjo drugačne Slovenije. Torej, drugačna Slovenija je bila možna, za en čas smo jo resničili, smo bili zgled za druge, kopirali so nas, potem je šlo pa v drugo smer. Samo to še je zmanjkalo vizije vmes? Ne, vmes. Škandalov zaradi, kako bi rekel,
korupcije in tako naprej. Skratka, državljani smo izgubljali nekako zaupanje. Čeprav jaz pravim, Slovenija je naša domovina, je naša država, moramo biti kljub vsem deviacijam na njo ponosni in jaz mislim, da smo. Tako da praznujemo z upanjem na boljši jutri, da se bo vendarle, ne vem, nekaj obrnilo, da bomo šli v usmerjene lepše prihodnosti. Kakšne so mogoče vaše priporočila glede nadaljnjega razvoja, česa bi se morali po vašem držati? Ja, držati bi se morali teh osnovnih, splošnih, človeških, ki so pa krati tudi krščanske vrednote. Jaz mislim, da samo to poštenje, ne vem, iskrenost, delavnost, poštenost, to so tisti atributi, tiste lastnosti, na katerih moramo graditi skupne življenje, sicer nimamo prihodnosti. Kot nekdo, ki ima rad to državo, jaz sem popolnoma nepripravljen. Ste mi tudi. Smo. Torej, gospod Podobnik, kako vi vidite Slovenijo 25 let poznaje? Trenutek zgodovine je bil nam zelo naklonjen in dobili smo državo. Kako pa je danes upravljamo, je pa drugo vprašanje. Smo dosegli tiste cilje, ki smo si jih takrat zastavili? Nekatere smo, vseh ne. Ključno vprašanje je, ali smo državo ponotranjili, kot je danes rekel predsednik državnega zbora. Imam vtis, da smo tukaj površni. Tako da sem nekoliko razočaran, ampak zaradi mladih bi rad bil optimist. Sem pa po duši Evropejec in bi rad videl prihodnost Slovenije, torej Evropsko Slovenijo. Čeprav so vsi kraji v Evropi lepi, od Balkana do Sredozemlja in Skandinavije in do Velike Britanije in do Nemčije. Kako pa veste, katerega izmed pomembnih ciljev pa nismo dosegli v teh 25 letih, glede na to, da seveda bi že vrsto let trojite v Sloveniji? Nismo postali nacija, da bi se nedvoumno v nekaterih temeljnih centrih te države poenotili. To je najtežje, ampak vse smo stari šele 25 let. Bodimo potrpežljivi, potrpežljivo iščimo tisto, kar nas združuje. Če jaz različno mislim, to nič ne narobe. Važno je, da se spoštujemo, da držimo skupaj, da se motiviramo, da mlade motiviramo, da bodo ostali v Sloveniji. In da spoštujemo in upamo, da smo Evropska Slovenija in da spoštujemo našo zgodovino in da smo samozavestni. Kako komentirate ta razkol na desnici pred jutrišnjo proslavo, kjer ne bo niti ljudske stranke, niti Nove Slovenije? In kako komentirate samo dogajanje ljudske stranke? No, to je klasično politično vprašanje, tukaj pa nisem več v 100% formi. Lahko samo to povem, da sem vedno verjel, da ob dnevu državnosti mora biti veliko proslav. Čim več jih je, tem bolje je. Proslave ne morejo biti alternativne. V odnosu do države ni alternative. Ali jo imaš rad in ali si jo ponotranil ali pa jo nisi. Tukaj nikoli nisem pristal na ta princip, da se delimo na principu, kam bomo šli ali kam ne. To je prvo. Drugače pa politično življenje je dinamično, izzivi so novi. Jaz čakam in spodbujam in bi bil vesel novih generacij slovenskih politikov. Tisti, ki smo bili pred leti aktivni, so nas prehitro postavili v drugo vrsto v klopeh. Nismo bili slabi. Za nami niso prišli boljši, kot smo bili mi. Mi bi želeli, da bi bile naše izkušnje v pomoč tistim, ki prihajajo na ta mesta. Hvala lepa. Gremo še tja, snema to Nadškofa, pa Novo Slovenijo. No, jaz sem glavana, ja. Slovenija.